Ko zavrtiš vrtavko, ji daš kinetično energijo, ki se počasi izgublja zaradi zračnega upora in trenja. Kaj pa, če bi lahko dal še drugo obliko energije, da bi se vrtela dlje? Ta video sponzorira Kivikov. Več o njih kasneje. Pred nekaj leti sem naletel na video, ki ga je naložil Laser Saber in zgradil je motor, ki deluje skoraj kot perpetuum mobile. Ta motor je imel vrteči se disk z magneti in 12 tuljev nameščenih okoli oboda. In s pihanjem skozi slamico je lahko zavrtel kolo do polne hitrosti in motor bi se navidezno vrtel v nedogled. In že gre. A ni to nekaj lepega? Seveda, to ni večno gibanje, zato je v naslovu skoraj in se na koncu ustavi. Uporablja pa res zanimiv koncept, ki ga želim preizkusiti tudi sam in videti, ali bi ga lahko prilagodili za pogon avtomobila. V motorju Laser Saberja je uporabil bakreno žico debeline 42 gauge, ki je izjemno tanka, približno enakega premera kot človeški las in skoraj enake barve kot moji. Ampak ta bakrena žica je veliko šibkejša od človeškega lasu, saj jo lahko pretrgam z zelo malo sile. Torej bo spajkanje res zabavno. Za izdelavo tuljev sem naredil to držalo za kolut, da mi ga ni treba ves čas obračati, in natisnil s tridimenzionalnim tiskalnikom te nosilce za tuljave, da lahko tuljave navijam z vrtalnikom, kar mi je zelo všeč, saj mi jih ni treba navijati na roke. Tako sem po navijanju še nekaj tuljev moral vse skupaj spajkati, kar ni bilo enostavno, a po nekaj urah frustracij sem izdelal ta prototip testnega motorja. Ta motor ima disk s pritrjenimi magneti in tuljave nameščene v konfiguraciji z aksialnim pretokom, kar v bistvu pomeni, da sta po 2 tuljavi na vsaki strani rotorja. In ko vsak magnet preide mimo tuljav, popolnoma časovno usklajen električni impuls povzroči, da ena tuljava magnet odbije, druga pa ga privlači. Ta električni impuls mora biti natančno časovno usklajen, sicer se lahko motor vrti nazaj ali pa se sploh ne vrti. To časovno usklajevanje nadzoruje majhna komponenta, imenovana rit stikalo. Rit stikalo ima znotraj steklene kapsule 2 tanki kovinski ročici. Ko je magnet blizu stikala, se obe ročici privlačita in vzpostavita stik, kar omogoči pretok toka skozi vezje. Kot si lahko predstavljate, je položaj tega rit stikala zelo pomemben za to, kako dobro motor deluje. Teoretično bi moral ta motor delovati tudi kot generator, če kolo zavrtim ročno. Tukaj sem priključil kondenzator na vhod motorja. Kondenzator pa je, kot lahko vidite na mojem voltmetru, popolnoma izpraznjen. Zato bi moral, če motor zavrtim ročno, delovati kot generator in napolniti kondenzator. Ampak opazite, kaj se zgodi, ko napetost v kondenzatorju doseže vrh. Začne se prazniti in to zato, ker je napetost v kondenzatorju zdaj višja od tiste, ki jo ustvarjajo tuljave. Zato kondenzator zdaj napaja motor. Torej, če zavrtim kolo na visoko hitrost, se kondenzator napolni, saj shranjuje energijo. Nato se samodejno preklopi iz generatorja v motor in deluje neprekinjeno več minut. Zdaj bi lahko enak učinek dosegli s težkim vztrajnikom in ležaji z nizkim trenjem ali celo samo z dobro uravnoteženim vrtavkom. Vendar tega ne zmorejo. Če jih upočasnite do popolne zaustavitve, se po sprostitvi ne zavrtijo samodejno nazaj do hitrosti. Torej, razmišljam o tem, da bi zasnoval vozilo v slogu 3-kolesnika, ki bi ga lahko poganjal ta motor, da vidim, ali lahko prevozi več kot avtomobil, ki se prosto kotali, potem ko ga potisnemo po površini. Ker želim, da je ta avto čim bolj preprost in učinkovit, bom uporabil motor kar kot sprednje kolo. Tako bo okoli sprednje osi nameščenih več tuljav, na kolo pa bom lahko namestil magnete, ki ga bodo, upam, poganjali naprej. In ker je motor glavno kolo, ki poganja avto, sem ga tridimenzionalno natisnil na svojem Prusa XSL. Zaradi možnosti menjave orodij sem lahko uporabil trd PLA za pesto kolesa in prožen TPU material za pnevmatiko, kar naj bi ji dalo oprijem podobno kot pri pravem avtu. Tako sem porabil približno en dan za navijanje in spajkanje vseh teh tuljav. Na tej strani kolesa jih je 6. Dejansko še nisem namestil tuljav na drugo stran kolesa. In razlog za to je, da mislim, da ta avto ne bo deloval. Če to zavrtim, da napolnim kondenzator in ga nato ustavim, deluje kot testni motor, vendar niti približno ne doseže hitrosti in tudi navora ni dovolj. Tudi s temi kolesi zadaj ni možnosti, da bi se to poganjalo samo. Tudi ko priključim svojo laboratorijsko napajalno enoto, tako da je napajanje z zunanjim virom, se komaj premakne, ko dovajam dovolj napetosti, vendar ni niti približno dovolj navora, da bi avto dejansko vozil.
Torej, razmišljam, da bi avto preoblikoval z zobniškim razmerjem, da bi potreboval manj tuljav in hkrati upam, da bi na kolesu proizvedel več navora. Ta druga različica avtomobila je prav tako trikolesnik in je bila zasnovana v OnShape, ki je CAD program v oblaku, ki deluje v vašem brskalniku in ga lahko preizkusite danes, če kliknete povezavo v opisu spodaj. Poleg tega bo ta novi avto s skupno 8 tuljavami namesto 12 tehtal manj in bo za spajkanje potreboval manj časa. Da bi dobili potreben navor na sprednjem kolesu, je tu prestavno razmerje 5:1. In ko je rit stikalo nameščeno na pravem mestu ter kondenzator zadaj, je avto dokončan. Ampak, ali deluje? Ko avto potisnemo naprej, se kondenzator napolni, nato pa se preklopi iz generatorja v motor in poganja avto naprej. Kondenzator lahko celo napolnim tako, da avto nekajkrat potisnem naprej, nato ga postavim na površino in mu dam majhen potisk, da aktiviram rit stikalo. Skoraj kot električni avtomobilček na navijanje. Pravzaprav sem kar presenečen, kako dobro ta avto deluje, če sem iskren. S tem zelo osnovnim motorjem in zelo majhnim kondenzatorjem zadaj, lahko s tem, da nekajkrat zavrtimo kolo, napolnimo kondenzator in če mu damo majhen potisk, da se sproži rit stikalo z magnetom, avto zelo enostavno poganja. In kar je tudi zanimivo, je to, da zelo dobro deluje kot generator. Torej, naprimer, če ga potisnem po tej razdalji, da napolnim kondenzator, ga postavim na začetek razdalje in ga spravim v gibanje. Potuje precej počasi, vendar prepotuje tudi lep del razdalje, po kateri sem ga prej potisnil. Seveda ne prepotuje celotne razdalje, ker ni 100% učinkovito, ampak je kar dobro. Preden pa na svoj avto namestite enega od teh kombinacij generatorja in motorja, vam želim povedati o sponzorju tega videa, KiwiCo. Veliko projektov, ki jih izdelujem, mi pomaga raziskovati in se učiti novih konceptov, vendar niso vedno najlažji za ponovitev. Na srečo lahko KiwiCo pomaga s svojimi praktičnimi projekti, ki jih oblikujejo strokovnjaki in preizkušajo otroci. Te škatle vam lahko vsak mesec dostavijo na dom in z 9 različnimi linijami ponujajo ustvarjalno in zabavno izkušnjo za vse starosti. Iskreno si želim, da bi imel te KiwiCo škatle, ko sem odraščal, in prepričan sem, da bi se mnogi izmed vas, ki spremljate moje projekte, strinjali. Možnost, da lahko izdelaš projekt od začetka do konca, ne da bi moral skočiti v železnino ali uporabljati posebna orodja, je res prijetna izkušnja. Da ne omenjam, da je priloženim navodilom za sestavljanje zelo lahko slediti. Priložena revija pa je polna zanimivih informacij. Torej, če ste kot jaz in želite preizkusiti KiwiCo škatle, lahko dobite 50% popusta na prvi mesec z uporabo kode Tom Stanton ali tako, da obiščete kiwico.com /Tom Stanton. Povezava bo spodaj v opisu. Torej, če je ta avto sposoben shranjevati svojo lastno energijo za pogon, kako se primerja z avtom brez generatorja? Ta avto je enake teže in obdržal sem magnetni del motorja, saj bo deloval kot vztrajnik in vplival na rezultate. Torej je edina razlika v tuljavah in kondenzatorju. V redu, nimam pojma, kako se bosta ta avtomobila primerjala, ampak fizika pravi, da bi morala, če jo potisnemo do enake hitrosti, prepotovati enako razdaljo. Torej, poglejmo. Avto na prosti tek ima dobro prednost, avto z generatorjem pa gre precej počasneje. Avto na prosti tek se ustavlja, avto z generatorjem pa gre dlje. To nima ravno smisla. Mislim, da moramo test ponoviti. Prepričaj se, da je kondenzator popolnoma izpraznjen. Ja, ta motor sploh ne deluje. Poravnaj jih. In. Avto na prosti tek spet prevzame vodstvo. Avto z generatorjem je precej zadaj. In avto z generatorjem zmaga. Torej, mora avto z generatorjem nekje zajemati energijo, kar iz tega testa ni očitno. Kaj pa se zgodi, če oba avta spustimo po klancu? To obema avtomobiloma zagotovi enako količino začetne potencialne energije in jasno je, da avto z motorjem potuje po klancu precej počasneje. Torej imata tik pred spustom oba avtomobila enako gravitacijsko potencialno energijo. Ko pa se spuščata po klancu, prosto vrteči avto pretvori več svoje potencialne energije v kinetično energijo, medtem ko avto z generatorjem del tega energije pretvori v električno energijo in jo shrani v kondenzator. Lahko hitro pozabimo, da se v proizvodnji elektrike na generator priključi uporovna obremenitev. Tako kot pri mojem ročnem generatorju, če ga vrtim, ne da bi z njim ničesar polnil, je zelo malo upora.
To je takoj, ko ga uporabim za polnjenje kondenzatorja ali baterije, ga je nenadoma veliko težje vrteti, zato avto počasneje vozi po rampi, ker je med polnjenjem kondenzatorja prisotna uporovna obremenitev. Zdaj se ta shranjena energija v kondenzatorju sčasoma ponovno pretvori v kinetično energijo, saj kondenzator nato poganja motor. Ker pa sistem ni 100% učinkovit, je skupna prepotovana razdalja manjša. Če torej test z rampo pokaže, da dodajanje nekaj tuljav, magnetov in kondenzatorja ne prinese prednosti v primerjavi z avtomobilom, ki se prosto vrti, zakaj potem test s potiskanjem pokaže drugače? Glavna razlika med tema testoma je sila, ki deluje na vsak avto. Pri testu z rampo na vsak avto deluje stalna sila zaradi gravitacije. Vendar pa pri testu s potiskanjem avto z generatorjem zahteva več sile, da doseže enako hitrost. In to bi bilo podobno, kot če bi ponovno izvedli test z rampo. Ampak avto z generatorjem ima bolj strm spust. Tako oba zapustita rampo z enako kinetično energijo, kar jasno pokaže, zakaj avto z generatorjem prepotuje večjo razdaljo. Obstaja pa metoda, s katero lahko avto brez generatorja zmaga pri testu s potiskanjem. Če na avto delujemo s silo na določeni razdalji, temu v fiziki pravimo delo, ki ga izračunamo tako, da silo pomnožimo z razdaljo. Torej, če oba avtomobila potisnemo do enake hitrosti, avto z generatorjem ne potrebuje le več dela zaradi večje sile, ampak lahko to delo shrani v kondenzator, medtem ko lahko avto brez generatorja uporabi le svojo končno kinetično energijo. Zato, če oba avtomobila pospešimo do hitrosti na najkrajši možni razdalji, opravimo zelo malo dela in avto z generatorjem ne more dovolj napolniti kondenzatorja, da bi zmagal na dirki. Ampak imam idejo, s katero se avto brez generatorja nikoli ne bo mogel kosati. To je Peltierjeva ploščica, ki se pogosto uporablja v prenosnih hladilnikih, saj se ob dovajanju električne energije ena stran segreje, druga pa ohladi. Ampak to deluje tudi obratno, saj če eno stran segrevamo, drugo pa hladimo s hladilnim rebrom, proizvaja elektriko. Zdaj je moj prijatelj in kolega youtuber Sam Barker dobil idejo, da bi izdelal avto, ki ga poganjajo te Peltijeve ploščice. In izdelal je prototip, da bi ga preizkusil. Vendar te ploščice proizvedejo tako malo energije, da številni standardni motorji na to sploh ne delujejo. Torej, brez priključenega bremena Peltijeva ploščica proizvede približno 1 do 1,4 volta. Postaja že malo prevroče za moje prste. Tukaj imam upor, da lahko priključimo breme na ploščico. Zdaj je malo lažje držati, vendar dobimo le približno 0,32 volta, kar je po mojih izračunih približno 0,065 vata, oziroma približno 65 milivatov. Vendar pa bi moral ta avto z generatorjem, če so moji izračuni pravilni, delovati že pri približno 20 milivatih. Poglejmo, ali lahko to vozilo poganjamo s svečo. Zato sem izdelal povsem novo vozilo, saj morajo biti tuljave posebej navite za nizko vhodno napetost. Na zadnji strani šasije sem zasnoval to platformo za držanje sveče. Peltierjeva ploščica lahko sedi na žični opori, da bi, upajmo, preprečili taljenje delov natisnjenih s 3D tiskom. Ko je sveča prižgana, je vozilo pripravljeno na vožnjo. Ali pa tudi ne. Dodajmo malo ledu, da nekoliko ohladimo hladilno rebro in upajmo, da bomo dobili več moči. Tehnično gledano to deluje, vendar je izjemno počasno. Zato sem si priskrbel nekaj dodatnih stenjev za sveče, da naredim svojo svečo s 3 steni za več toplote in uporabim svojo vročezračno pištolo, da se vosek začne topiti. Torej, upajmo, da bomo s 3-krat več toplote in nekaj ledu na strehi bi morali imeti dovolj moči. Ta video se je začel kot avto z učinkovitim generatorjem in motorjem, ki bi lahko povrnil energijo, kot to počne regenerativno zaviranje v sodobnih električnih avtomobilih. In zdaj je naredil celoten krog do neke električne hibridne zadeve, ki jo poganjata zgorevanje in led. Kakorkoli, upam, da vam je bil ta video zanimiv in se vidimo v naslednjem. Hvala za ogled!